Kaj pa je dan s tabo? Ful me glava boli. Sosedi so dojenčke dobili, pa se cel čas bere. Kaj fanta, kaj punčka? Kako ne pa jaz študent? Ja, simpel, pogledaš copatke. Če so roza, je fantek, če so modri, je punčka. Jo, ti pa vedno vse zamešaš. Se jaz tudi. Že 2 tedna se piflam barvo 2 ionov, pa še ne vem kateri. Za katere 2 iona pa gre? Aha, se imam zvezek. Heksa kobaltni pa tetraklorid kobaltatni. Jaz se tudi teh dveh ne moram zapomniti. Imam pa en eksperiment, ki bi rešil to težavo. Res? Ja. Poglej, to je raztopina kobaltovega klorida v etanolu. Kakšne barve? Po mojem je vijolična. Ja, vijolična je. Zdaj bomo dodali malo kloridnih ionov. No, kakšna se vam pa zdaj zdi? Mislim, da je modra. Pa poskusimo razložiti. Ko v etanolu raztopimo kobaltov diklorid heksahidrat, so v raztopini heksa, aqua, kobaltovi in kloridni ioni. Če dodamo še več kloridnih ionov, se ravnotežje prenese na desno stran. Le Chatelier pravilo pravi, da več reaktantov ravnotežje premakne v smer produktov. Naš produkt je tetraklorid kobaltatni ion. In iz našega produkta vemo, da je modre barve, zato je tudi ta ion modro obarvan. Kaj pa, če bi začetni raztopini dodali še malo vode? Zakaj pa ne poskusiš? Kako lepa barva, roza. A mi kdo razloži, zakaj se gre? Z dodatkom vode se ravnotežje premakne na levo stran in nastane heksa aqua kobaltni ion, ki je rožnat. Začetno raztopino razdelimo v 3 epruvete. Prvo epruveto damo v vročo vodo, drugo pa v mrzlo vodo. Srednja epruveta bo kontrolna. Raztopina v vroči kopeli je postala modre barve, raztopina v mrzli kopeli pa rožnate. Če toploto dovajamo in se porablja, nastane tetraklorid kobaltatni ion, ki je modro obarvan. Dodatek toplote ravnotežje premakne na desno stran in nastanek tetraklorid kobaltatnega iona je endotermna reakcija. Pri ohlajanju je ravno obratno. Pojavi se rožnato obarvanje, kar pomeni, da je nastanek tega iona eksotermni proces. Zdaj me pa zagrabila eksperimentalna mrzlica. Sem, da te ni mišja. Zdaj, kaj se zgodi, če dodamo v raztopino nekaj kapljic srebrovega nitrata? Roza. Kloridni ioni reagirajo s srebrovimi, da nastane bela borina srebrovega klorida. Kloridni ioni so se porabljali in ravnotežje se premakne v levo. Nastanejo heksa, aqua, kobaltovi ioni. Mene pa zanima, kaj se zgodi, če dodamo malo trdnega kalcijevega diklorida. Sem da našla šolo v zrak. Se posebej škode in tak ne bo. Kalcijev klorid se je začel raztapljati. Okoli trdnega klorida se začenjajo pojavljati kloridni ioni, ki ravnotežje premaknejo v desno stran. Zato na dnu vidimo modro barvo.